Ogromno ljudi se že zaveda, ampak še vedno ne dovolj, da je najpomembnejše tisto, kar imamo v glavi, ker ravno tisto, kar imamo v glavi, pogojuje tisto, kar lahko mi v življenju vidimo in otipamo na koncu. Človeški možgani so fascinanten svet, ki še vedno ni raziskan niti pol toliko, kolikor bi želeli, da bi bil, pa imamo toliko znanj z tega področja, toliko dognanj, da ni več izgovora, zakaj to ne bi začeli upoštevati in prakticirati v vsakdanjem življenju. Človekov so namreč možgani na delu, kot to lepo pove Dispenza, jaz pa hkrati tudi dodajam, da enota njihovega dela pa je misel. In to, da smo mi naučeni, da znamo ceniti pa vrednotiti zgolj delo, ki ga lahko vidimo, ki ga lahko oprimamo, torej delo, ki nam gre od rok in od nog, je pomanjkljivo in se ne zavedamo dovolj, da vendarle za vsem tem delom stoji primarno vse delo, ki ga opravimo v glavi. Od tam vlečemo vse svoje niti in posledično ali ne uspemo zaradi tega nekaj naumiti. Tako da, cenite svojo glavo, cenite tisto, kar je v njej. Želim vam pa povedati, da ne to sprejeti kot nekaj dokončnega, ker ni tako, da ste nekaj dobili in kakor se je naredilo, tako je in tako bo in nimate več nobenih drugih šans in možnosti. Ne. Možgani se celo življenje spreminjajo. Temu rečemo, da so plastični, plastičnost možganov. Zato ne zaspati, migite, delite, študirite, učite se, širite svoje obzorja, ker če ste uspeli priti že do točke, kjer ste zdaj, wow, bravo, čestitam, zakaj se ne bi premaknili še tja, kamor ste vedno hoteli, ampak nikoli pa niste res verjeli, da bi se lahko. Usvojiti za začetek morate pa samo eno stvar, in sicer, da vaša glava in vse, kar je v njej, je vaše orodje, s katerim se morate zgolj naučiti upravljati. In prej, ko boste to začeli, več časa vam bo ostalo, da sploh lahko sami sebi dokažete, kaj vse se da s tem narediti.